S Petrom Božičem se poznava že dolgo. Sva se poznala, je treba reči. Žal. Bil je odličen človek. Takšnih seveda ne delajo več in jih bo treba zelo z veliko lučjo iskati. Pronicljiv, hudomušen, razborit, majhen in velik, močan, včasih malo žleht, ampak ravno prav, tako človeški, topel je bil. Takšen bo ostal v spominu. Z njim se ni dalo biti popolnoma resen, pa tudi šaliti se ni dalo. Vedno so bile vse plasti. Midva sva se spoznala tam pred kakšnimi 30, 35 leti preko Zveze kulturnih organizacij, in sicer smo Aleksandrom Marodičem tam daleč v Kočevju. In tiste poti nazaj v Ljubljano po snegu, po različnih obvozih ne bom nikoli pozabil. Peter je pripovedoval štorije in kljub temu, da je trajalo dolgo, je minilo kot hip. Potem ga nekaj let nisem videl, moral sem narediti intervju z njim in seveda sem ga vprašal, kako je bilo takrat, ko je bil še klošar, vagabund, koliko je pisal, pa mi je tako zelo odrezavo odvrnil: nič, alkohol zahteva celega človeka. To je najbrž tisto, kar mi bo ostalo najbolj v spominu. Ne toliko pomen vsega tega, kar je pripovedal, ampak ta njegov odrezav, hiter način, dober refleks, ki smo ga lahko občudovali, seveda tudi pri njegovem zadnjem projektu o poimenovanju Titove ceste v Ljubljani. Pa seveda ni bilo samo to. Ob vsem tem je bila tista njegova človeška toplina, ki je vedno raztopila odločitev, jeze, da s kom ne bo govoril, da ga ne bo več maral. En teden pa je minilo. Pa se je spet nasmejal in dejal: saj to ni bilo nič, čeprav sem bil takrat tako jezen. Peter Božič, velik slovenski pisatelj, politik, razumnik, ampak zame še vedno predvsem zelo velik človek.